Lepo pozdravljeni. V tem posnetku si bomo pogledali gibanje cen, 3 obdobja v Marshallu, tehnični napredek in Ricardov učinek. Kot vemo, se cene spreminjajo. Glede na dolžino obdobja ta gibanje cen razdelimo v 3 obdobja, in sicer zgodovinska obdobja oziroma dolgoročne spremembe cen, drugače imenovano tudi sekularno gibanje cen, srednjeročne oziroma konjunkturne oscilacije in pa sezonske oziroma krajše oscilacije. Vplivi oziroma faktorji, ki vplivajo na gibanje cen, so sprememba vrednosti denarja in pa spremembe v ponudbi in povpraševanju. Te spremembe so lahko začasne ali pa trajne. Cene pa se torej gibajo v 3 obdobjih. Na grafu so vsa 3 prikazana, torej sekularno oziroma dolgoročno oziroma zgodovinsko obdobje je prikazano z vijolično črto in je najbolj ravno, tako rekoč, medtem ko naprimer konjunkturno oziroma srednjeročno je že veliko bolj razgibano. Sezonske oscilacije pa so jasno najbolj ekstremne, torej gibanja cen so največja, največje so spremembe v cenah. Kot omenjeno, bomo pogledali še 3 obdobja po Marshallu in tehnični napredek. Po Marshallu poznamo 3 obdobja, in sicer zelo kratko obdobje, kratko in pa dolgo oziroma dolgoročno obdobje. V prvem zelo kratkem obdobju bodo podjetja izkoristila možnost odprodaje zalog, v kratkem bodo zmanjšala neizkoriščenost kapacitet, v dolgoročnem obdobju pa bodo podjetja investirala v novo proizvodnjo. Če si to pogledamo še na grafu, v bistvu v zelo kratkem obdobju, ko pride do povečanja povpraševanja, je premalo časa, da bi lahko ponudba dejansko odreagirala, zato se dvigne cena in pa poveča količina. V kratkem obdobju že pride do prilagoditve ponudbe, ponudba se poveča, ko se glede na povečanje povpraševanja, torej imamo večjo količino, vendar pa vidimo, da je cena napram zelo kratkem obdobju že padla. V dolgem obdobju se ponudba še dodatno poveča, imamo še bolj se poveča ponudba, prav tako pa in se zato torej zmanjša tudi cena, količina pa je na koncu največja glede na vse 3 obdobja. Torej, na splošno lahko rečemo, da glede na navaden oziroma naraven, glede na tipičen potek dogodkov, lahko rečemo, da bo v zelo kratkem obdobju cena najvišja, v srednjem obdobju oziroma kratkem obdobju bo cena malo nižja, kot je bila v zelo kratkem obdobju, v dolgem obdobju pa bo ta cena najnižja od vseh teh 3 cen, ampak načeloma še vedno višja od začetne cene, torej cene, ki je bila pred nekim eksogeno spremembo povpraševanja. Tukaj je treba omeniti še rast plač in pa padajoče donose in pa tehnični napredek seveda, in v tem delu pridemo že na naslednji del tega posnetka, in sicer v tehnični napredek, ta je lahko različno hiter. Tehnični napredek v bistvu je sestavljen iz 2 procesov. Prvi je zmanjševanje realnih stroškov, torej stroški se znižujejo, drugo pa je povečevanje plač, torej stroški se povečujejo. Skupen učinek teh 2 procesov pa je odvisen od končne velikosti tehničnega napredka. Če imamo padajoče stroške, jih lahko na grafu prikažemo kot veliko povečanje ponudbe ob povečanju povpraševanja, pri čemer se poveča količina, cena pa pade. Če so stroški konstantni, se pravi, če je tehnični napredek tak, da sta ta 2 procesa uravnotežena, se pravi proces zniževanja realnih stroškov in povečevanja plač, v tem primeru se cena ne spremeni, vendar se poveča načeloma količina. Če so pa stroški naraščajoči, kar se najpogosteje zgodi, pa se povečata tako ravnotežna količina kot tudi ravnotežna cena. Na grafu lahko to prikažemo tudi na sledeč način. Padajoči stroški gre za nadpovprečen tehnični napredek, realni stroški, se pravi, zniža se strošek za ta del tega pravokotnika, nato se povečajo plače in končna cena se oblikuje pri seštevku obeh.
Če je tehnični napredek povprečen, so cene konstantne, kar pomeni to, kot se znižajo realni stroški, toliko se povečajo plače. Pri naraščajočih stroških pa je tehnični napredek podpovprečen in na koncu vidimo, da se cena poveča. Se pravi, najprej se zniža za realne stroške in to se poveča za dvig plač. Rast plač je večja od rasti realnih stroškov. In ta drugi del tega procesa, se pravi povečanje plač, temu rečemo tudi Ricardov učinek, torej povečanje plač ob tehničnem napredku. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste pogledali ta posnetek. Če vam je bil všeč, ga všečkajte, naročite se na naš kanal, da dobivate obvestila o naših novih objavah in se vidimo v naslednjih posnetkih. Hvala in nasvidenje.